In s prvim vlakom smo se odpeljali tudi do celjskega sejma. Ja, s 1. februarjem namreč na celjski sejem prihaja bienalni sejem Agritech. In to se vsi sprašujejo, kaj pomeni bienalni in za koga sem jaz seveda poklicala v moj studio. Ja, capo di banda tega sejma, Renata Košenina. Dobro jutro. Čakaj. Daj še enkrat povej. Dobro jutro. Zdaj se te pa čuje. Renata, da mi nekaj povej. Ta bienalni sejem se vsi spotikamo. Kaj to sploh pomeni? Ja, to pomeni, da se v bistvu sejem na našem sejmišču odvija vsaki 2 leti. Ok. Se pravi, vsako drugo leto Tako. pride na vrsto Agritech. Tako je. In kaj pa zdaj to čujem, da neki Agritech podira rekorde? Res je, letos je v bistvu dejansko sejem z rekordno zasedenostjo. Kar 400 blagovnih znamk se bo predstavilo na našem sejmišču. Wow. Iz 9 držav, tako da je res veliko novosti bo za videti na našem sejmu. Pa recimo, če se zdaj obregnemo malo na tale Agritech, ne? Kakšna je v bistvu posebnost termina Agritech v smislu v povezavi z mednarodnim sejmom, ki se bo odvil v Hanovru, pa mogoče kaj bomo lahko videli na Agritechu? Dejansko bom rekla, je naš sejem Agritech Hanover v malem. Od začetka je bila ta ideja, da dejansko pripravimo pri nas v Sloveniji sejem, kot ga druga sejmišča ne morejo pripraviti. To se pravi v zaprtih prostorih, v zimskem času. In zakaj smo se odločili za zimski čas? Predvsem zato, ker imajo takrat kmetje, gozdarje čas. Čas, da v bistvu si vzamejo, pogledajo novosti, se pogovorijo, najdejo čas tudi za izobraževanje in dejansko je to res posebnost tega sejma, in ker poteka za agritehniko v Hanovru, bodo v bistvu na sejmišču predstavljene novosti, ki jih bodo v Sloveniji videli prvič. Se pravi, frišno, čisto, sanirano, v bistvu plasirano na trg. Tako je. Ja, pa je to namenjeno res bolj strokovni javnosti ali je tudi za nas navadne smrtnike, sploh recimo ženske, ko smo malo mehke na traktorje? Ja, jaz bom rekla, dobrodošli so vsi. Seveda je pa to v prvi vrsti namenjeno res strokovni javnosti, to se pravi kmetje, gozdarje, mladi prevzemniki, tisti, ki se poklicno ukvarjajo s tem. Seveda pa tudi bom rekla za navadne smrtnike oziroma ne bom rekla za vrtičkarje doma, ampak tisti, ki v bistvu radi pogledajo stroje. Mogoče samo neka zanimivost, zadnjič sem na sejmu videla, ko so pripeljali zlat traktor in dejansko samo da oči pogledajo in je res nekaj posebnega, ker vidim, da niso zdaj samo tiste klasične barve traktorja ali priključkov, gremo tudi v tak in res je bil za oči pogledati in to morate videti, kakšna senzacija je. Odlično, ko se bo kdo spomnil še roza traktor pripeljati, bom jaz prva tam. Malo šale na stran, ampak vseeno, nekaj sem čula praviti. Zdaj, vidimo, da oči bomo lahko napasli. Kaj pa ročne spretnosti? Ja, se bo dalo mogoče tudi kaj probati? Ja, bom rekla, dejansko, kar potekajo zadeve v živo, je to testiranje oziroma prikaz delovanja gozdarskih strojev, kako potekajo v živo. Seveda tukaj obiskovalci ne morejo sodelovati, ker to je zelo pomembno. Razumem. Medtem ko imamo pa testne važne traktorje, tam pa lahko obiskovalci v bistvu preizkusijo, kako se z določenimi modeli traktorjev lahko tudi zapeljejo, kakšne funkcije mogoče, ker to dejansko, če pogledamo te velike ali malo traktore, to so tako digitalizirani, da dejansko po mojem še hujše kot naši avtomobili. In dejansko po mojem ne veš, kaj vsi ti gumbi pomenijo, kaj ti vse omogočajo, ampak dobro, tisti strokovnjaki, ko so to vedo, zagotovo. Absolutno. Moram pa samo še omeniti, da obiskovalci, ki bodo obiskali celjski sejem in seveda sejem Agritech, bodo imeli tudi pomembno vlogo pri podelitvi priznanj Agristar. Ja, res je. V bistvu, ko smo razmišljali o tem z ostalimi našimi deležniki, kaj dejansko pripraviti, da bo to priznanje imelo res neko težo. Na drugi sejmi, bom rekla, so vedno neke komisije, neke zadeve. Mi smo pa rekli, pa dajmo nekaj drugačno narediti in smo v bistvu z našimi neodvisnimi strokovnjaki pripravili v bistvu razpis, da lahko obiskovalci glasujejo za stroj ali izdelek po njihovem mnenju, tisti, ki je najboljši. V končni fazi so obiskovalci, uporabniki tisti, ki lahko podajo najboljšo izkušnjo. In ko pridajo na sejmišče, tisti izdelki, storitve, ki so se prijavili, glasujejo s QR kodo in v nedeljo popoldne razglasimo najboljši v posameznih kategorijah, imamo pa 5 kategorij. Ok.
In eno stvar so pa vsem še pozabili povedati. Rekli sva, da sejem prihaja na Celjsko sejmišče 1. februarja. Ne, 29. januarja. A, vidiš? 1. februarja se zaključi. A se zaključi? No, vidiš. Jaz sem že zašuštrala nekaj. Torej, 29. februar je kjer dan? Četrtek. Od četrtka do nedelje. Ok, torej, no, ne mene poslušati, poslušajte Renato. Torej, ta četrtek se že odpirajo vrata Agriteha, odprejo se pa ob kateri uri? Vsak dan od 9. do 18. ure, razen zadnji dan v nedeljo je do 5. ure. No, zdaj veste. Ampak mi z Renato se bova še vrnili nazaj. A vela? Da še malo poveva, mogoče kakšno zanimivost tega sejma in seveda boste slišali še marsikaj drugega. Pa smo nazaj, seveda, v studiu Radia Fantasy in z mano je še vedno Renata Košenina. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj, Renata, tukaj, da boste vedeli, je kapo di banda Celjskega sejma oziroma predvsem bienalnega sejma Agritech, ki prihaja ta četrtek na Celjsko sejmišče. In ko sva že povedali, kaj pomeni bienalni sejem? Bienalni sejem pomeni, da poteka vsako drugo leto. Ampak zakaj? Zakaj ne vsako leto? Ne vsako leto, zaradi tega, ker dejansko smo se skupaj z razstavljavci odločili, da dejansko ne more vsako leto biti toliko novosti v tem programu. In dejansko smo skupaj z razstavljavci nekako določili termin, da je dovolj, če se vsaki 2 leti, tako tudi po vzoru, bom rekla, svetovnih sejmov, ki potekajo v bistvu Agritechnika v Hanovru, tudi poteka vsako drugo leto. In iz Hanovra pa ste to. Pride tudi v Celje ta sejema, ne? In zdaj tudi terminsko gledano so povedali, da je to super, ravno zaradi časa, ki je pač v januarju, ko imajo tudi v bistvu prvi, lahko rečem, da te, ki so največji uporabniki, od kmetov, gozdarjev in v bistvu ta strokovna javnost, tudi čas, da se posveti mogoče novostim. Zdaj pa, Renata, izven etra si mi povedala, da v bistvu ni sejem namenjen samo traktorjem. Res je, na sejmišču. Traktor, bom rekla, tisto osnovno sredstvo, tisti, ki v bistvu malo spremlja kmetije, ampak na sejmišču je ogromno priključkov, tako za kmetijstvo kot gozdarstvo. Dejansko svetujemo obiskovalcem, da si vzamejo res dovolj časa, izkoristijo to ponudbo na enem mestu, ki jo imajo, in se pozanimajo o priključkih, kako dejansko delujejo oziroma pomagajo, olajšajo delo in v bistvu se lahko potem kmetje, gozdarje posvetijo čemu drugemu. Ok, žensko vprašanje. Kaj pomeni priključek? Ja, priključek pomeni, to se pravi, ko je treba zorati nivo, je plug, ko spravimo seno iz travnika, imamo obračalnike, zgrabljalnike in tako naprej. To so v bistvu razni priključki. Potem za škropljanje, za sejanje. Priključkov je ogromno. Zadnjič sem tudi prebrala nekje članek, da dejansko obstaja robot za pometanje krme. In gledam, kakšen robot, in preberem v članku, da to, ko krave jedo seno, ki to pač seno potem po hlevu razmečejo, pride robot in ga spet nazaj zapelje in tako dejansko ne rabi jo iti v štalo in zdaj v bistvu, če bi morali vsaki 2 ure to krmo nazaj pospraviti. Wow, torej pač je veliko novosti, katerih pač mogoče mi tudi ne vemo, ampak te bojo zdaj vse predstavljene oziroma vsaj velika večina tudi pri vas na sejmišču. Ampak zdaj smo rekli, 9 držav pride. Razstavljalcev rekordno število. Rekordno število razstavljalcev, to se pravi več kot 400 blagovnih znamk bo predstavljenih na našem sejmišču. Ampak sejem bo tako zunaj, kot tudi notri v halah. Večina razstavnih glavnih prostorov je res v notranjih prostorih, ampak tudi zunanje prostori so polno zasedeni. Ja, super. In pazi to, da bodo vaše oči doživele kčing, bo za to poskrbel tudi zlat traktor. Res je, zadnjič sem na sejmišču videla, da so pripeljali zlati traktor in jaz sicer sama izhajam tudi iz podeželja, ampak sem dejansko obstala, zaradi tega, ker je bil res prava paša za oči. No, ko bo roza, seveda se pridružim tudi jaz z veseljem, se bom šla tudi slikati zraven, tudi zraven zlatega sem šla brez skrbi. Mogoče je tudi roza traktor, tako da če ga najdem, takoj dobi slikco in vabljena na sejem. Definitivno pridem že v četrtek. Zdaj mi samo še prosim povej, kdaj lahko od četrtka naprej obiščemo, kakšne so ure za naše obiskovalce? Sejem je odprt od 9. do 18. ure, razen zadnji dan v nedeljo do 5.
Okay. Karte so še na voljo? Karte so še na voljo, drugače pa se dejansko v bistvu zdaj še izkoristite predprodajo, kjer so v bistvu stopnice cenejše za 25%, drugače pa potem jih lahko kupite na sejmišču. Spodbujamo tudi družine, dejansko družinska vstopnica je 2 odrasli osebi in 5 otrok dejansko do 15. leta gratis. Si tudi želimo, da družine in bom rekla za vikend in da ti mladi prevzemniki in otroci, ki jih vzgajamo v tem duhu, da bodo prevzeli kmetije, tudi pridejo si to pogledati. Super. In za vse, seveda, naj povem še, da ste vljudno vabljeni, da res pridete na sejem, ker se bo res dalo videti marsikaj. Plus tega pa vsi obiskovalci boste lahko tudi sodelovali pri podelitvi priznanj Agristar. Zdaj pa mogoče še enkrat, da poveva, kako bomo lahko sodelovali obiskovalci? Dejansko obiskovalci pridejo na sejem, tisti stroji, izdelki, ki so jih razstavljavci prijavili, glasujejo v posamezni kategoriji, so po sejmišču posamezni panoji in pri točno določenem izdelku je ta QR koda, s katero lahko glasujete. Odločili smo se nekako, kaj v bistvu pripraviti, da bo nekaj drugače kot na drugih sejmih in smo rekli, obiskovalci so tisti uporabniki in oni v bistvu lahko tisti povedo, kateri traktor, kateri stroj jim je najboljši in tako imamo tudi najboljše priznanje Agristar v posamezni kategoriji. Kaj pa se lahko še pove okoli spremljevalnega programa, ki ga imate? Tudi letos smo v bistvu skupaj s partnerji pripravili zanimiv strokovni program, posebej bi pa rada izpostavila poudarek na varnosti pri delu. Žal se v zadnjem, po statistiki imamo v zadnjem letu zelo veliko nesreč, tako na kmetiji kot v gozdovi, tako da sta v bistvu četrtek in petek posvečena temu, da jih ozaveščamo o tem, kaj to pomeni varno delo v gozdu, na poljih. Ravno na novinarski konferenci je direktor Mausar izpostavil, zakaj v bistvu prihaja do nesreč. Če pogledamo, je res polja, gozdovi so enaki, včasih je imel traktor 2 toni, danes jih ima 5 ton. In potem, ko da še zraven priključek, dejansko res prihaja. In te obremenitve oziroma špice, ko kmetje dejansko lovijo vreme in želijo vse urediti in tu pride do utrujenosti in potem žal tudi do napak. Super. Torej, Agritech ni samo za napasti tučke, ampak je tudi v bistvu izobraževalno namenjen, predvsem pa seveda, da bomo vsi, ne samo strokovna javnost, ampak tudi mi navadni smrtniki izvedeli nekaj novega. Renata, najlepša hvala in se vidimo v četrtek. Hvala za povabilo, super in vabljeni, da res pridete na naše sejmišče. Zlat traktor nas je zdajle prepričal, marsikaj, veš. Super.